Danes me navdušuje predvsem ta izjemna pripravljenost naših vojakov in vojakinj, tudi prijaznost do vseh obiskovalcev, kar pravzaprav pomeni, da razumejo, da morajo biti po eni strani zelo dobro usposobljeni za svoje vojaško delo in življenje, po drugi strani so pa tudi sestavni del naše družbe. Zato je prav, da so odprti, da prikažejo vse, kar znajo tudi našim državljanom in državljankam, ker je to pravzaprav sporočilo vsem nam. Mi moramo vedeti, kdo je naša vojska, kako dobro je usposobljena in ali se lahko na njo zanesemo. In to, kar danes vidim, je, da je dobro biti res ponosen na te naše vojake in vojakinje. Dovolj vemo? Premalo vemo o delu naših vojakov in vojakinj, ampak ne zaradi vojakov, temveč zaradi narave njihovega dela. Večino usposabljanja opravijo v vojašnicah in potem se velik del njihovega življenja stalno odvija na mednarodnih operacijah in misijah. To tako, da prihajamo v neko čudno protislovje, da o naših vojakih več vedo v tujini, na operacijah, kjer so, kot pa mi doma. In dan odprtih vrat je priložnost, ko se naše vojašnice odprejo in ko se tudi vojaki lahko odprejo za javnost in tukaj neposredno povejo vsem nam, taki smo. Vzemite nas, takšne kot smo in bodite na nas ponosni, kajti upravljamo dobro delo. To sporočilo morajo vojaki imeti priložnost povedati, čeprav je pa res, da se vse prepogosto, premalo zavedamo, da moramo tudi mi kot državljani pristopiti k našim vojakom in priti na ogled v vojašnice, ko je dan odprtih vrat. Se pravi, da imamo veliko kandidatov in kandidatk. Težava, ki pa sedaj nastopa v finančni krizi, pa je, da za vse te kandidate, ki so vsi zelo dobri in mnoge med njimi bi zelo radi videli v vojaških vrstah, za vse te nimamo dovolj denarja za plače. Jaz upam, da bomo lahko kljub vsem krizam imeli možnost v letošnjem letu vsaj zaposlovati poklicne vojake in vojakinje v bistveno večjem številu, kot smo to lahko počeli v lanskem letu. Kajti pomembno se mi zdi, da vojska pokaže to svojo odprtost do okolja tudi v trenutku, ko je kriza in ko lahko ponudi delovna mesta. Kajti vsakdo, ki gre skozi urjenje v Slovenski vojski, je potem tudi na trgu delovne sile bistveno boljši. Ponuja bistveno več znanja, izkušenj, več discipline, več lojalnosti, skratka večjo pripravljenost in tudi več znanja za vsa dela, ki so potem lahko na razpolago na trgu delovne sile. Pri nas je težava v tem, da smo v tem trenutku, ker smo morali zaradi rebalansov proračuna odpovedati se investicijam in pa operativnemu delovanju v situaciji, ko so naši stroški za plače previsoki. Se pravi, procentualno smo prišli v situacijo, ko nam stroški za plače prehajajo že 60%, ker pa ni zdrava struktura proračuna. Da bi ti ljudje, ki jih imamo na plačah, imeli tudi delo, da bi se lahko usposabljali, bi potrebovali približno 30% proračuna za potrebe operativnega delovanja. 20% pa normalne vojske uporabijo za investicije. Pri nas se je zlasti zmanjšal denar za investicije, smo že nekje pri 12%, kar pa je že zelo bistveno odstopanje od nekega povprečja v NATO državi. In tu je naša težava. Skratka, mi imamo že sedaj namenjamo bistveno več denarja za plače, kot bi bilo prav. Ampak kljub vsemu mislimo, da je prav, da v tem trenutku vzamemo v službo predvsem poklicne vojake in vojakinje. To je ključno, kar moramo narediti. Vse ostale strukture bodo morale pa počakati. Hvala. In še eno pomembno sporočilo je vsaj tu v Ljubljani in jaz mislim, da tudi drugod po Sloveniji, kjer imamo danes in preteklo soboto in prihodnjo soboto dan odprtih vrat, da je namreč ključnega pomena sodelovanje z lokalno skupnostjo in župan gospod Janković, ki je župan Ljubljane, kaže to svojo izjemno pripravljenost na sodelovanje z vojašnico Franz Rosman stane vedno. Vesela sem tudi, da je danes tukaj, kajti s tem pravzaprav pokaže tudi župan svoje osebno spoštovanje do našega dogodka. Hkrati se pa tudi tu vidi, da je dejansko to prehajanje med vojaškim in civilnim okoljem pravzaprav sestavni del sodobne profesionalne vojske. Hvala. Vidi se, da je tako izjemno dobra energija, kar je nedavno zasluga brigadirja, gospoda Pograjca, ki skrbi ne samo za urjenje vojakov in za dobro medsebojno energijo, ampak za odprta vrata, da lahko vsi Ljubljančani in Ljubljančanke ostali pridejo na obisk in vidijo, kaj nudi naša vojska. Mi smo res tako ponosni na slovensko vojsko. Za družine pripadnikov je urejena tako imenovana celostna skrb za pripadnika, v okviru katere smo z zakonom o službi v Slovenski vojski predvideli veliko ugodnosti.
Žal pa so vse te ugodnosti, veliko teh ugodnosti, bi moralo ostati samo na papirju oziroma zapisanih v zakonu, kajti dovolj finančnih sredstev zaenkrat še ni na razpolago. To so bile ugodnosti, ki so šle v zdravstveno podporo družini, socialno podporo družini, podporo pri otrocih, ki so v vrtcih, torej, da je večja subvencija za otroke, ki so v vrtcih in podobne reči. Skratka, cela vrsta zamisli je zapisanih, tudi recimo pravna podpora, cela vrsta idej je zapisanih v zakonu o službi v Slovenski vojski, ki naj bi bile uresničene kot podpora našim pripadnikom, zlasti njihovim družinam. Veliko delamo na tem, da so družine seznanjene z delom naših vojakov. Skrbimo za to, da takrat, ko vojaki in vojakinje odhajajo na misije, so z vsebino misije, z nevarnostmi, z potekom dela seznanjene tudi družine. Ko so vojaki na misijah, se z družinami ohranja stik, se pravi, družine imajo možnost poklicati na neke vrste SOS telefon in povedati, da imajo določene težave. Skrbimo za to, da je vzpostavljen stalen stik ali internetni ali satelitski ali kakršenkoli stik z ljudmi, ki so na misijah, tako da ostajajo družine povezane z svojimi pripadniki. Vendar res pa je, da ni mogoče nadomestiti dejstva, da nekdo manjka v družini. In pri naših vojakih se neizogibno razvija občutek, da sicer vedo, kaj se v družini dogaja, da pa so tako daleč, da ne morejo vplivati na to, da bi se zadeve kakorkoli spreminjale po njihovi volji. Se pravi, ta občutek nemoči vendarle ostaja in trudimo se tudi z psihološko podporo, da jim poskušamo premagati ta občutek krivde, ki ga dobijo, da v določenem obdobju niso bili skupaj s svojimi družinami. Toda vojaški poklic je takšen, da pošilja raztepe ljudi povsod po svetu in potem se vrnejo v določenem času, sicer nazaj k svojim družinam, dolžnost do domovine, dolžnost do vojske, do vseh nalog vedno znova kliče nazaj v različne operacije in misije. Tako da moramo razumeti, da je delovna obremenitev za naše pripadnike in za njihove družine je bistveno večja kot za ostale pripadnike družine. Zato je tudi tako pomembno, da imamo možnost podpirati tudi družine naših vojakov. In tu mislim, vsaj jaz, ne samo na te najožje družine, kot so partnerji, partnerke in otroci, ampak mislim tudi na starše in na bližnje sorodstvo. Kajti koncept družine v slovenskem okolju je bistveno širši, kot ga včasih priznava zakonodaja ali pa kot to poznamo iz tujine. Pri nas smo navajeni, da je mlad človek, ki je v Slovenski vojski, pravzaprav človek, ki ima tudi starše. In tudi do staršev poskušamo biti kar se da občutljivi, se pravi, vabimo jih na naše prireditve in tudi z njimi pripravljamo stvar. Potem to je en tak odličen način. Dan odprtih vrat je tak dober način, da cela socialna mreža našega pripadnika vidi, kje je pravzaprav ta pripadnik zaposlen. Danes vidite tudi, da so dejansko res vse generacije, od najstarejših ljudi, tako da se mi zdi, da pravzaprav glavni namen dneva odprtih vrat dosežen že, če smo enkrat na prijazen način gostili, jaz upam, da bi jih lahko velikokrat, ampak vsaj enkrat, da lahko gostimo vse te ljudi, ki pravzaprav nosijo veliko breme našega vojaškega življenja. Namreč družine so dodatna žrtev našega vojaškega življenja. In če jim vsaj danes lahko polepšamo, smo veseli. Hvala. Srečno. Hvala. O, jaz vam Hvala.